Filatelistično društvo Novo mesto na čelu z Edvardom Palko je v knjižnici Mirana Jarca predstavilo razstavo ob 170-letnici rojstva in 100-letnici smrti velikega poljskega pisatelja Henrika Sienkiewicza, ki je med drugim prejel Nobelovo nagrado za literaturo. Čisto slučajno sam ugotovil, ko sam nekaj gledal, da leta 2016 bo nekakšna okrogla obletnica, torej obletnica smrti Sienkiewicza, 100 let od njegove smrti i 170. obletnica njegovega rojstva. No, sam rekel, da bi bilo ravno dobro ob takšni okrogli obletnici predstaviti Sienkiewicza malo Novomeščanom. Zaradi tega, ker že veliko ljudi se spominja z otroških let, ko prebiralo knjige Sienkiewicza, tako da mogoče zdaj bi malo dobro bilo določene zadeve obnoviti. Tako se je gradivo počasi, a vztrajno kopičilo. Jaz sem filatelist, torej največ znamk na temo Sienkiewicza bilo izdanega na Poljskem, torej vse praktično znamke sem imel, ampak tudi po spletu, pa pozneje na filatelističnih sestankih sem uspel dobiti nekakšne posebne žige, ali pa sem nabavil na spletu. Tako da počasi nastalo. No, tu moram povedati, da recimo Sienkiewicz je malo manj zastopan filatelistiki kot naprimer Kopernik ali Marija Curie-Skłodowska ali Chopin. Zaradi tega sem tudi del dopolnil s razglednicami oziroma z ilustracijami do njegovih romanov. Njegova literarna zapuščina je veličastna. Po več njegovih romanih so posneli tudi filme. Zdaj natančno ne bom mogel povedati, koliko knjig napisal, ampak napisal jih ogromno. No, mogoče nekakšen podatek, ki precej bo ilustriral, če povem, da recimo njegova najbolj poznana v tujini knjiga, torej roman Quo Vadis, je preveden v veliko jezikov, da praktično je v prvi desetki najbolj prevajanih knjig na svetu. To že veliko pove. Quo Vadis govori o norem rimskem vladarju Neronu, ki se odloči večno mesto kar požgati. To pa ni edino svetovno znano Sienkiewiczovo delo. Predvsem je poznana trilogija, vse tri dela trilogije, torej Z ognjem in mečem, Potop in Mali vitez, pa tudi Skozi goščavo in puščavo, pa mogoče malo bolj novejše, to je recimo Rodbila Polaneških, pa tudi zelo veliko novel. Veliko prevodov njegovih del v slovenščino je zelo starega izvora. V Novem mestu v tiskarni Janeza Krajnca bila natisnjena novela Za kruhom že 4 leta po izhodu iz zbirnika na Poljskem. To je v tem času zelo hitro. Je tudi eden največkrat nagrajenih pisateljev v svetovnem merilu, saj skoraj ni nagrade, ki je ne bi za časa svojega življenja ali posthumno prejel. To je pravzaprav največje priznanje, ki ga dobil. To je Nobelova nagrada za literaturo leta 1905. No, poleg tega bilo veliko drugih pisanj, da bi recimo dobil odlikovanje Legije časti Francije, bil recimo član akademij na Poljskem, v Srbiji, v Rusiji, tudi Akademija Arkadija v Italiji, pa nekakšno kraljestvo, češko društvo tudi imelo nekakšno posebno društvo mu dalo, pa tudi bil recimo počaščen z doktorati honoris causa. Z razstavo želijo velikega poljskega pisatelja še bolj približati slovenskemu občinstvu. Zdaj sem še enkrat prebral naprimer Potop in v poljščini in slovenščini. Mislim, da starejša generacija, da ga bolj pozna. Zdaj mlajša generacija, to veste, Harry Potter, Gospodar prstenov in takšne stvari jih vznemirjajo bolj. Samo jaz mislim, da naprimer enih moralnih vrednot verjetno se ne bojo naučila s Harry Pottera, ampak verjetno več prinesejo takšne knjige kot knjige Sienkiewicza. Razstava bo v novomeški knjižnici Mirana Jarca na ogled mesec dni.